Radovednih 5, družba za 4. razred. Stran 5.4, kulturna dediščina. Ljudje nam niso zapustili preteklosti oziroma podatkov o preteklosti samo kot predmete, ampak so ostanki iz preteklosti tudi šege, navade, plesi, glasba in drugo. Vse, kar so ljudje zapustili, imenujemo kulturna dediščina. Kulturna dediščina je ohranjena v različnih oblikah. Nekatera kulturna dediščina je materialna, to so predmeti, torej tisto, kar lahko primemo, orodje, orožje, cerkve, gradovi in tako dalje. Poznamo pa tudi nematerialno kulturno dediščino, ki je ne moremo prijeti v roke, ampak je zelo bogata in predstavlja način življenja nekega ljudstva, nekega naroda. To so na primer ljudske pesmi in pravljice, ljudski plesi, običaji, šege in tako naprej. Kulturna dediščina nam pripoveduje o življenju nekoč. Ima zelo veliko vrednost za nek narod. Prav je, da jo ohranjamo tudi v bodoče. Del kulturne dediščine, in sicer materialne, je na primer Prešernov spomenik v Ljubljani. Ljudski plesi sodijo v nematerialno kulturno dediščino. Cerkev ob Bohinjskem jezeru je materialna, saj je stavba. V posameznih delih Slovenije so se ohranile značilne jedi, ki danes predstavljajo gurmanske specialitete. Tako najdemo v Prekmurju gibanico, ki danes velja za eno od značilnosti Slovenije. Na sliki je grad Snežnik na Dolenjskem. Kozolec je še ena oblika, ki je del naše kulturne dediščine, je značilen samo za Slovenijo. V njem se suši slama oziroma seno in koruza. Obstajajo različne vrste kozolcev. V številnih mestih so ohranjeni stari deli mesta, ki so tudi zaščiteni. Na sliki je Radovljica. Zaščiteni pomeni, da pri obnovah moramo poskrbeti, da so videti čim bolj podobni starim oblikam. Tudi pustovanje oziroma kurentovanje sodi v našo kulturno dediščino. Za severovzhod Slovenije, za Prekmurje, so značilne hiše pokrite s slamo. Kulturna dediščina so tudi stare obrti. Prikazane imamo sečoveljske soline. Na enak način sol pridobivajo še danes, velja za zelo cenjeno, pa tudi drago sol. Veliko predmetov je shranjenih v muzejih. Poznamo veliko različnih vrst muzejev. V arhivih hranimo pisno kulturno dediščino. Gre za razne dokumente, listine, pa tudi knjige. Stavbe pri obnovi ne smemo spreminjati v neko moderno obliko. Potrebno je ohraniti čim bolj podoben videz, kot so stavbe imele v prvotni obliki. Oglej si film o kulturni dediščini.